Misliš fizično težo? Tako. Dobro, jaz imam srečo, ker imam dober metabolizem, se reči po liniji, tako da jaz nimam problemov s tem, ampak ker si enkrat 12 ur v kuhinji in delaš cel dan, v bistvu ti samo probavaš. Probavaš in v bistvu nisi niti lačen, ker že vonjave te tako nasitijo, da ti niti ne paše. Ne? Pa ponovadi zvečer, ko končaš, rataš pa lačen. Takrat pa gremo kuharji na burek, na McDonald's. Nažalost, pač tako je, kuharji nimajo zdrave prehrane. Danes ob skodelici kave gostim priznanega šefa Mojmirja Šiftarja. Lepo pozdravljen. Živijo, dobro jutro. Dobro jutro. Ja, res je kar zgodna ura, ne? Niti ne. 9 pa ni zgodna. Ja, veš, večino gostov imajo rad kasnejše ure. Priznajo, da radi v miru se zbudijo, pa tako. Res? In potem, da zalaufajo, ne? Ne, če se ob 6 zbudiš, pol do 9, kar 3 ure, tako da imaš čas se zbuditi. No. Tam mislim, da smo približno enako stala, ne, da smo že danes zbujena. Zdaj sem te že malo prej, da vem, da rad govoriš, a ne? Ja, sploh v lepih temah. Predvsem o hrani, ne? To pa sploh. Teda danes imam visoko pričakovanje. Bomo se potrudili dostaviti. Zdaj povedal si, da se zelo razlikuje pa potem govorjenje ali tako v intervjujih, kjer se lahko malo razgovoriš, ali pa na televiziji, kjer moraš bolj zbrati svoje misli. Ja, veš, kako je če je nek podcast, ima zdaj mi 2 uro in lahko res govoriš in je neka vsebina. Ne? Zdaj na televiziji je pa drugače, pa treba toliko materijala bistvo dostaviti, ne? Ker pač vemo, oddaja, naprimer, traja 45 minut, s tem se cel dan in pač je treba biti efektiven, no? Tako bom rekel. Tudi z besedam. Kako si se že privadil na to novost v bistvu, ne? Po bistvu kar v redu, no. Sploh kar se tega, rečemo, medijskega življenja tiče, sem bil že vajen, ljudje so me dobro sprejeli, bom rekel tako, da sem pričakoval več hejterjev, ker pač to vedno pride, ne? Ampak ni, moram potrkati, v redu. Kar se samega snemanja tiče, ja, je bilo za prvadec, je to čisto drugo življenje. Ampak ja, je šlo, no. Potem tudi s tekom sezone je šlo na boljš, vedno bolj sproščen sem bil in tako da zdaj pa mislim, da smo že tam. Tudi meni se zdi, da so te gledalci zelo dobro sprejeli. Tudi jaz, ko sem si ogledala prvo epizodo, v kateri si nastopil, moram reči, da si se res dobro odrezal. Hvala. Ker je bila neka tista dobra energija, sproščenost se je čutila, tudi jezik ti je tekel, ne? Ja, jezik mi načeloma teče, ampak ja, pa enkrat 10 kamer vate uperjenih, hočeš nočeš je nek krč, ne. Sem imel pa 2 dobra komerada, ne, Luka, Karim, sta me podpirala, dajala napotke z dobro energijo, me podpira, tako da se nisem počutil ne zaželjenega, ampak zaželjenega in je bilo tudi zato tudi lažje. Ne. Ja, to verjetno tudi veliko pomeni. Ne? Zelo, zelo. Kaj pa zdaj, če si pogledaš kakšno epizodo, verjetno si? Jo. Se pogledaš? Vse. Lepo. A si zadovoljen s tem, kako si izpadel, kakšen šef izgledaš, kakšen vtis si naredil? Ja, mislim, zelo sem zadovoljen tudi, kako to potem produkcija tudi zapakira in vse, ker se ja tudi mi naredimo kikse tam, ne. Ampak so me prikazali v taki luči, kakor sem jaz si zamislil, da bom prikazan. Tako da BP, no, kar se tega tiče, moramo pa vedeti, da eno je, ko ocenjujem, naprimer, domače kuharje, eno je pa profesionalno življenje potem, ne. Ampak mislim, da tudi v svoji kuhinji, 2 zgradbi naprej, sem dosti prijazen. Jaz se praktično ne derem. V kuhinji se še nisem zadaril, mogoče enkrat, 2, da je bilo res ekstremno, ampak drugače sem tudi v življenju tako, ker sem na kameri. No. In to je bilo tudi njihovo navodilo, bodi tak, kot si. In sem bil tak, kot sem in je dobro izpadel. No. To sem pa prebrala, ja, da če se zadereš, ko se zadereš, da je pa res hudo, ne? Res mora biti hudo, ja. Sam pa tudi ni lepo. Ampak že potrebno, ne? Ampak ja, to se zelo strinjam, ja, da prikažeš na kameri neko pristnost, ker to potem največ šteje, ne? In zagotovo potem to tudi pripomore, da vse več ljudi gleda MasterChef. Definitivno, ker
eno je, če je nek igran film ali pa neki, vemo, zato so igralci, ne? Mi trije nismo igralci, mi smo profesionalni gostinci. In taki smo in tle ne moreš, rečemo temu, bullshitati, pač ne moreš igrati nekoga, ker pač so tudi tle v igri čustva, sploh ker smo z unimi 15 tekmovalci tam v studiu, v kuhinji zaprti, so normalne reakcije. Če je nekaj dober, si navdušen, če je nekaj slabo, si razočaran, ne? In to nima niti smisla prekrivati. No. Pa prej si tako rekel, da je eno ocenjevati torej te neprofesionalne kuharje in potem profesionalne. Pa mislim, da si v enem intervjuju tudi rekel, da bo to malo težje zdaj vse to upeljati, vsa ta čustva, kako si do teh kuharjev, ki začenjajo svojo pot. Pa rekel si tudi, da si zelo pripravljen vedno pomagati, ampak preveč jim pa ne smeš, ker je le tekmovanje. Ja, jaz sem, tako bom rekel, imel sem zelo dobre mentore tudi v življenju, ki so me tudi naredili v tazi, kakršen sem. Torej, sem zelo mentorski tip človeka in rad pomagam in vsak vajenc, ki pride, ga podpiram in da raste tudi on sam. In tle sem mogel malo, rečemo, omejiti, ker konec koncev je tekmovanje, ne smeš delati razlik, vseh 15 mora imeti enako predispozicijo. Ne? In sem se mogel zadržati v bistvu, da jim ne bi pomagal, ker ga gledam enega, to narobe delaš, ampak sej nekako mi lahko jim sugeriramo, ne? Oni morajo znati brati med vrsticama, ne? Ali pa rečemo iz naše obrazne mimike, sej potem oni se to tudi navadijo, da nas gledajo v obraz, ki mi kaj govorimo. Ampak ja, ker zdaj na profesionalnih tekmovanjih, kjer sem jaz v bistvu večinoma tekmoval, nisem sodil, sem bil v bistvu v drugi vlogi, tam ni milosti. Tam tekmujejo profesionalci in vsaka napaka šteje v milimeter, v vsako potankost in vsaka te stane, nekih točk, kakorkoli. In ja, tle pa pač sploh v začetku tekmovanja, to so domači kuharji in ne moramo od njih pričakovati, oziroma jaz sem mogel nekako spustiti, kaj pričakovati od njih. Seveda potem bolj, ko gremo proti finalu, več se zahteva od njih, morajo se naučiti tekom tekmovanja, tudi bolj kuhati in tako naprej, tako da potem vedno bolj strogi ratujemo. Ja, se je to tudi eden izmed namenov te oddaje. Seveda. Iščemo zmagovalca. Tako. Kako ti je pa potem gledati komentarje kuharjev, ko ne vem, komentirajo, kaj ste vi rekli na njihovo jed, ko se javijo potem sami ena na ena? V izjavah. Ja. V redu je, veš, kako je zdaj, ali vzame to kot pozitivno kritiko, je super, seveda lahko, da se ne strinja, lahko, da je njemu bilo nekaj všeč, nam pa ne, ampak mi smo tukaj razsodniki, mi trije in kakorkoli v okusih se ne razpravlja. Eno je tehnično, kjer pač mi vemo, kaj je prav in kaj ni prav. V okusih pa ja, zdaj, tak dober primer je pikantnost, naprimer. Jaz imam rad zelo bolj pikantno, Luka Karim pa ne. In zdaj, če bo tekmovalc naredil zelo pikantno jed, prepikantno, lahko je meni všeč, njima dvema pa ne. In zato smo tudi trije tam, ni samo ena. Pa sreča, da imate različne okuse. Seveda, ker če ne bi bilo smisla, da smo trije, če bi imeli enak okus. Ja, to je res, ja. Potem od vsakega kritika neki. Ja, je pa res, da potem človek to različno dojema, ne? Ja, različno dojema, ne. Sej treba je vedeti, da v oddaji so prikazani komentarji tisti bistveni, Mi na samem snemanju, ker želimo, da oni rastejo, da vedno bolj kuhajo, ker tudi mi hočemo vedno bolj šest, pač je, jim dajemo širše, daljše komentarje in povemo, da razmisli o tem in o tem za naslednjič in tako naprej in tle si naredil to napako, zaradi tega je to tako pršel. Jim damo širšo, polje pa na njih, koliko si oni to zapomnejo in v bistvu upoštevajo v naslednjem kuhanju. Ko si že ravno rekel, da želite dobro jesti, ne? Zdaj, ko gledaš oddajo, misliš, da vi ful veliko pojeste. In tudi z drugimi, ko se pogovarjam, si rečejo, joj, pa koliko lahko vi toliko pojeste. A mi lahko zdaj poveš, koliko dejansko pojete, ali se vse vidi, ali ne. Zdaj izgleda, da res poizkusite vsako stvar. Ja, to definitivno. Nekaj pojete celo jed
nekatere ne. Ja, zdaj tako, če je nekaj res dober, pol se ne moreš zadržati. Ne? Sicer pol, ko gremo bolj proti koncu tekmovanja, jih je toliko manj, torej tudi pol toliko manj jedi, a ne na začetku, pa je kar. In v bistvu ni količinsko, tako kot mi probamo, ampak koliko enih okusov probaš. Ker res moraš probati vsako komponento na krožniku, tudi če ne poješ celega krožnika. In to je veliko enih okusov, saj so pauze vmes. Ampak ja, vse je treba probati. Tudi, ampak da bi se pa zdaj nekaj nažrl, to pa ni, no, ker zdaj probam razmišljati, kaj je že bilo predvajan, pa da lahko dam primer. Ne vem, ko so bile pravalce, zdaj pred kratkim je bilo 12 jedi za probati, ampak si jih samo probaš. Sliši se ogromno. Ja, sliši se ogromno, ampak si konec koncev tudi, če greš v neko fino restauracijo ali pa hmen poješ 12 različnih jedi, v nekem degustacijskem meniju, tako da količinsko je to toliko malo, da je dejansko, kot da bi en zrezek pojedel. S čim si pa lahko najbolj razbremenite okus? Zdaj rekel si, da je nekaj časa vmes, ampak ne vem, ali požirek vode naredi svoje? Da ja, je voda. Sicer v tej sezoni ni bilo nobenih takih ekstremov, da bi nam uničili, rečemo, paleto okusov. Smo lahko spravili z vodo. Če je kaj surov, kakšna surova moka, pač ja, takrat si moraš splahati z vodo, ampak to je tistih 5 minut pauze vmes, ki pač naredimo to. Kako pa sicer zdaj verjetno tudi v svoji kuhinji veliko poizkušaš, pa tudi za kuharje se govori, da vseeno veliko pojedo, ali pa tudi ne. Zdaj ne vem, koliko je, pa kako potem gledate na svojo težo? Kako zdaj, če res toliko poskušate? Misliš fizično težo? Tako. Dobar, jaz imam srečo, ker imam dober metabolizem, se vidi po liniji, tako da jaz nimam problemov s tem, ampak je pa dejstvo, in to že veliko mojih kolegov povedali v raznih intervjujih in tako, ker si enkrat 12 ur v kuhinji in delaš cel dan, v bistvu ti samo probavaš, ker v dostih primerih nimaš niti časa, zdaj se lepo umeril sest pa pojest, probavaš in v bistvu nisi niti lačen, ker že vonjave te tako nasitijo, da ti niti ne paše. Pa ponovadi zvečer, ko končaš, rataš pa lačen. Takrat pa gremo kuharju na burek, v McDonald's in še kaj tazga. Tako da Kovačeva kobila, bi se rekel. Ja, zanimive si zdaj dal. Burek in McDonald's. Ja, tako je. Nažalost, pač tako je. Kuharji nimajo zdrave prehrane. Pa lahko kdorkoli drugače reče, ampak nijamo zdrave prehrane. Se moraš res zavestno lotiti tega, da poješ zjutraj zajtrk, da vmes, da si vzameš, najdeš čas za en obrok pa pol zvečer. To misliš, da je odvisno zaradi te dinamike dela? Seveda, ja, ker moraš vedeti, da ljudje jejo zajtrk doma, pa kosilo pa večerja. In takrat, ko ljudje jejo kosilo pa večerja, kuharji kuhamo za njih za kosilo in večerjo, torej delamo takrat. In ne moreš zdaj reči gostom, zdaj bom pa še jaz malo pojedel, ne gre, pač je. Ampak zakaj pa misliš, da greste k taki prehrani, pa da si ne privoščite tam v kuhinji enega krožnika? Zato, ker ti delaš 12, 13, 14 ur, daš zadnjo sledico ven, hočeš čim prej pospraviti kuhinjo in iti. Zato. Pa verjetno se že tudi, kot si prej rekel, vonjav, navonjaš, in ja, že nekako sit te hrane. Dejansko, dobro, zdaj karikiram primer, če delaš v steakhouseu, pa ti pol v privat času ne ješ biftka. Se ne ješ te vonjave, in preprosta hrana je tista, ki nam, rečemo, ko v finih restauracijah delamo, da nam najbolj paše. Burek, to sem pa že videla nekaj. Ja, burek rekel, je pa... A si ga že delal sam? Ja, večkrat, ja. Rad delaš? Ja, rad delam sam, ni to mora biti prava roka. Pa tudi za sestavine si rekel v enem intervjuju, da je preveč, da bi naštel najljubšo, da jih je res veliko najljubših, s katerimi radi delaš. Ja, jaz sem tako, to so ena izmed težjih vprašanj za kuharje, s čim najraje delaš. Dobar, tu na klasičen odgovor je maslo. Sploh mi, ki smo malo bolj v francosko smer nagnjeni, maslo gre povsod.
pol je zame čaj, naprimer, ena izmed tak, ampak tudi nimam rečemo temu, da bi rekel, moj stil je pa zdaj italijanska kuhinja, francoska. Pač je moj stil, je odštekanje izven tega sveta in vse sestavine, ki so dobre, vrhunske, so dobre in od navadnega kostanja do fižola, do vse je lahko top sestavina. Ne? Ampak, ker si že zdaj omenil čaj, ne? Zdaj jaz kot nek kuharski mojster, jaz ne vem, kako čaj upleteš v neko jed. Preprosto, kaj začimbo. Simple as that. V bistvu čaj je zelišče, je grm, ki je posušen, vmes še sfermentiran in to je to, tako kot rožmarin, samo da ima drug okus. Simple as that. No, zdaj, ko tako poveš. Vse je stvar perspektive. So določeni kriteriji pri čaju, ki jih moraš upoštevati, torej hitro zagreni, vemo tudi, če čajno vrečko pustiš predolgo, rata grenek, črn čaj. Tako da to moraš upoštevati, ampak princip uporabe je pa enak. Ja, itak, če si rekel, da je posušeno, potem neka prispodoba kot rožmarin, to si pa potem ljudje že lažje predstavljamo. Tako. Je pa tisočinen čaj, tako da tisočinen okus. Dobar, zanimivo. To je kar neka taka zanimivost, ko mislim, da je nam navadnim kuharjem zanimiva. Ja, mislim, bolj je to, da čaj ni še kulture pri nas, o pitju čaja nasploh in vidik pogleda na čaj še nismo tam. Ker naprimer tam, kjer čaj izhaja, naprimer na Šrilanki, ker sem bil, tam redno kuhajo s čajem, ali pa dimijo s čajem, ali pa karkoli, ker pač je tam, je zelišče, je tako kot v Toskani sivka, ali pa na Primorskem rožmarin, raste tam čaj in je to za uporabljati. Ja, res je. Ko pa tako predstaviš, je pa bolj smiselno. Ja, pač ni v naši kulturi, simple as that. Zdaj, prej si omenjal tekmovanja. In tam si se razvijal skozi svojo pot, pa tudi sicer te ves čas napovedujejo oziroma predstavljajo kot mladi šef. A ti to že gre zdaj kaj na živce, ali kako gledaš na to? Zdaj res v intervjujih, ki sem jih preberala, si vedno mladi šef. Ja, veš kako, to je zelo delikatna stvar, dokdaj si mlad. Jaz sem še vedno mlad po duši, po ustvarjalnosti in po rečemo lomljenju pravil sem še vedno mlad, ampak dejstvo pa je, da zdaj sem star 32 in ko gledam po Sloveniji, po restauracijah, pa tako sem že tam, nisem več mlad, tako zdaj so fantje, ki so 24-23 let stari, že kuhajo po svoje in tako naprej. So pa že v bistvu skoraj 10 let razlike. Ja, res. Tako da, ampak ja, zdaj, če hoče me kot mladega predstaviti, nimam nič proti temu. Ne boš jezo, vedno se počutiš lepo, kad te nekdo pomlajša, ampak sem pa že 16 let v poklicu, tako da ne vem, koliko se lahko to tretira za mladega. Že ste pa nisem predstavila kot mladi šef, ker sem se rekla, ne bom te, ker te vsi. Vse prav, it's time. Ja, ne. Ampak prej si pa rekel, da imate pa z Lukom in Karimom tudi kar starostno razliko, tako da tam boš pa vedno tista mlajši. Tam vedno ta mlad, ta golen, to ni debate, smo pa praktično smo na 10 let razlike, torej 32-42, Karim ga bom pomlajšil 52, sicer bi me popravil, da je 54, kakorkoli. Tak lep zveni. Ja. Tako da smo na 10 let, in je v bistvu smo se glih zafrkavali, ker smo malo računali. Luka je prvega Masterchefa snemal, ki je bil toliko star, kaj je zdaj. Ker je pač on že 10 let in 10 let nazaj, tako da, ampak ja, vedno bom tam mal. Ja. Tudi to ti ne bo šlo na živce, Ne, niti podrazno. Ampak zdaj, če si že 16 let v tem, to je že kar dolga doba. Začel si potem res kot zelo mlad, pa me zanima, kdaj si pa spoznal tisto, da je to, da boš ti šef do konca življenja. Tudi tvoji tatuji kažejo na to, da... Ja, v bistvu, to je tudi v velikih intervjujih. Kaj pa ti tvoji tatuji? Pa to, mislim,
prvi tu sem si dal, ko sem bil 18, je ta Chef for Life. Mislim, si ga v bistvu dal z namenom, da ko so stvari težke, ker naš poklic ni lahek, kakorkoli pogledamo, ker ni zdaj to samo, da mi kuhamo, pa se imamo fajn v kuhinji, pa čira-čara, ne. Da ko je težko, da pogledam ta tatu in se spomnim, zakaj sem šel v ta poklic, ne. Tako kot sem že v večjih intervjujih rekel, moja prababica je imela že gostilno v Prekmurju, sicer je nisem poznal, pa tudi gostilna je bila že zaprta, ker sem se rodil. Pa mama je doma skozi kuhala, vedno sem rad imel hrano, ustvarjalec sem bil že, rad sem čira-čara, že ki sem bil majhen. Sem bil pa zelo zbirčen, no, res, do tam 11-12 leta sem jedel samo piščanca pečenga in mogoče kaj še narediš zraven, to je to. Nič zelenjave, ničesar. Sadje? Nič. Jaz sem bil tako 2 pomfri pa pečen pšanc, pač mami se je trgala, ne, ampak tako je bilo, no, in ne vem, zdaj ne moram točno določiti, takrat se mi je pa to zgodilo. Imel sem željo iti na gostinsko šolo in tako naprej, pa sem tudi šel in v bistvu tista točka preloma, ki sem se pa res ljubil, rečemo, je bilo pa moja prva praksa pri Janezu Bratovžu, pri JB-ju, ki je še vedno, ga kličem šef in je moj prvi šef in vsak prvega ne pozabiš nikoli, no, se pravi. Ker ni on tudi sam mene, ampak veliko kuharjev v Sloveniji on vzgojil, rečemo temu tako, ne, in mu bomo vedno hvaležni za to, ne, ker je on naš, rečemo, oče naše kulinarike. In tam sem se res zaljubil v kuhnjo, no. Tam je bil moj prvi stik tudi s profesionalno kuhnjo in takrat sem vedel, da je to, ne. Pol, the rest is history. Moram se pa vrnati na tvojo mamico, ne. Zdaj me zanima, si kdaj zdaj v teh preteklih letih postavil res tak zanimiv krožnik, pa ti še vedno kdaj reče, joj, se spomnim, kako si ti, da sam piščanca pariš. Ne, to ne. Je že pozabila ta del? Ja, ne, to ne, ker si... Kdaj sem pol mogel tudi kaj pojeti, ker mama je kuhala, odkar pomnim. Sploh te prekmurske stvari, veliko smo divjačine, pol tudi jedali in tako naprej. In pol sem tudi jaz začel malo čarati, čarule, probavati, kuhati doma. In mama me je tako je rekla, ok, skuhi za očeta, da bom imel za jest. Sem skuhal in pol, ne, moj oče je tudi diplomat in mi je vedno tako, če ni bilo dobro, mi je tako zelo diplomatsko odgovoril, ne, je probal, pa je rekel, zanimivo. To je bilo to od komentarja. In pol sem rabil, po mojem, 3 leta, sem to čaro, da pol, ker sem prvič nekim skuhal, pa ki je rekel, da je pa to dober. No, to je bilo pa. Takrat si vedel. Tako da ja, ne, so me vedno podpirali in tako da ja, pač, pa prekmurske gibanice smo doma delali in tako naprej. Sem vedno pomagal, pa pol tisto iz Piskra ven pojest, pa tako. To so te si pomagal iz Piskra. Ja. A ti je še kaj drugega ostalo v tvoji kuhinji iz Prekmurja? Še kakšna posebnost, kakšna jed, ki jo rad? Ne, mislim, iz Prekmurja so meni najbolj ostale v spominu koline. Ena starejših tradicij vezano s hrano. Tudi, ker sem bil majhen, smo dosti hodili v Prekmurje, kjer sta oba starša. Sem po mojem 7 letih bil na prvih kolinah prisoten, kjer smo se pol s pluči igrali, pa take nezlojavne stvari. In pa sem tudi vedno bolj, mi je bil všeč ta običaj, tradicija okoli kolin. Sem tudi na tekmovanju San Pellegrino predstavil koline skozi pač na modern način in v bistvu še zdaj črpam nek navdih iz samih kolin, ne? Torej, da se porabi celega prašiča. Zato je tudi v bistvu edina praksa ali pa stažiranje, ki sem ga šel, ki sem si res želel, je bilo v St. John v Londonu. To je restauracija, ki ima 20 let že Michelinko, oziroma zdaj že več, 25-30. In je bila prva restauracija, ki je dobila Michelinko z tradicijo nose to tail, oziroma za filozofijo nose to tail. To pomeni, da se porabi cela žival. In to je bila izkušnja, ki mi je v bistvu dala še ta bolj zagon za to filozofijo. No. Zanimivo, ja.
pa še potem iz neke druge države to znanje vzeti, tudi dobro, ne? Ja, mislim, še ko je znanje, ti lahko črpaš na vsakem koraku, sploh danes preš telefon, pa črpaš. Drugo je pa to prenesti v življenjsko prakso. Ampak ja, jaz v bistvu zdaj, da bi rekel, da sem tam neke nove recepte zvedel ali pa neki, pač nisem, ker vse recepte, ki jih jaz razvijam, pa naredim, rečemo, da so moji, pač na mojem zelniku zrastali. Ampak tam sem dejansko videl, kako se res tretira. Tam smo dobili mi celega prašiča, naprimer 200-kilskega, in se je vse porabilo, vse na krožniku. Noro. Si to predstavljati. A zato si bil zadnjič v eni oddaji, da mora pa res celega piščanca porabiti. Ja, tako, ja. Mislim, da je domen delu. Ker mi je škoda je zdaj uporabiti, vzameš celega piščanca, pa boš ti samo prsi uporabil. Zdaj, to je zdaj prišel v trgovinah, ti zdaj kupaš piščanče zrezke, pa jih vržeš v ponev. Včasih tega ni bilo. Si mogel kupiti celega piščanca, in ker si celega plačil, ti je že zaradi tega vidika bilo žal stran vršt, ko si skuhal juhco, karkola. To res je, da so nam malo olajšali. Ja. Zgreva še malo na tvojo ekipo v PEN klubu, kjer ustvarjaš, kot si že omenil tule, skoraj naši sosedi. Skoraj, ja. Zdaj ful je zanimivo, da si pri zgodbi sodeloval od samega začetka in pri obnovi, pri urejanju, pri celi zasnovi. Bilo tudi verjetno to za tebe neka lepa izkušnja. Ja, lepa izkušnja, ker smo ga skupaj ustvarjali, sicer to bila zelo dolga zgodba, pa vmes se še korona vsekala in tako naprej, pa nam je to zamaknilo seveda vse plane. Ampak ja, nekako smo se pogovarjali, veliko vlogo je Andrej Marcina odigral tudi iz Arhitekti 3, ki je v bistvu imel čez samo zasnovo, kaj ohraniti, kaj ne, ker cela hiša je v bistvu pod ZVKD-jem, torej zaščitena in ne smeš spreminjati. V glavni jedilnici smo pod stropom, pod 5 plastmi barve so najdel fresko, originalno, iz leta 1870, kjer je bila glavna spalnica židovske družine Eben Španger in potem je samo to trajalo 5 mesecev, da so obnovili in imamo zdaj dejansko fresko, bi lahko rekel, na stropu. Ampak ja, vse od načina, kako stole, vse smo to skupaj nekako filozofijo razvili in ja, lepa izkušnja. Meni najbolj pade v oči itak modra soba. Tista je res lepa, kraljeva, dodelana, čeprav mogoče nekaterim se ne bi zdela, mislim, je pač modra soba, ampak vse tisti dodatki, postavitev, luči. Ja, vse je premišljeno. Vse je premišljeno, ker mi tudi nismo vedeli, kakšne barve bodo stene, dokler ni bila freska končana. Ker nismo vedeli, kakšna bo, kako bo. Mi nismo smeli nič delati takrat, ko se je obnavljala freska, in ko je bila končana, smo rekli, ok, nič modre stene, če je modra, da ne. Škoda je dati bele stene, ker ne bi prišli tako do izraza, ne bi bilo tako subtilno. Pa smo pa šli nekako, hodnik smo pustili bordo rdeč, ker je bila cela restauracija, PEN klub je bil cel tak bordo rdeč. Pa smo pa v bistvu dodali še belo pa rumeno, da imamo nekako kontraste po sobah. Je dobro, tako da tudi jaz vabim vse, da grejo to malo pogledati, pa seveda preizkusiti vašo hrano. Hrano pa vedno. Veliko pa daješ poudarka tudi na ekipo, kar se mi zdi zelo lepo. In tudi zdaj, ko si snemal, si prepustil ekipi, da v bistvu ima to glavno vlogo, da še naprej dobro kuha. Ja, mislim, dejstvo je, da tudi po svetu, kakorkoli gledaš te, rečemo, šefe velike, oni ne kuhajo več, ker tudi nimaš ti niti časa več biti toliko v kuhinji, ker v bistvu nekako si ti ambasador, potem rataš tudi ambasador restauracije, moraš hoditi po dogodkih, da jo v bistvu promoviraš, jo predstavljaš tako naprej in moraš imeti dobro ekipo za sabo, ti nekako zastaviš recepte, smer, koncept in to je to. Če je receptura dobra, jo lahko vsak skuha. Torej, vsi detajli v recepturi, če so dobro narejeni, potem rabiš samo ekipo, ki zna slediti temu. In mislim, da moja ekipa je vrhunska, pritožb ni bilo med snemanjem, da bi mi kdo pisal, da ni bilo dobro ali pa karkoli. So v bistvu kvečjemu bile pohvale.
Tako da, to je to. Tako da so potrdili tvoje zaupanje. So in smo tudi povezani, vsi smo manjša ekipa, nas je 9-10. Tako da smo tudi izven službe, se razumemo, tako da ni samo tista služba. Ne. V bistvu tvoje delo je tudi, če se ne motim, spreminjate jedilnik, ne? Seveda, na 2 meseca in tudi to moraš zasnovati, tudi to je neko delo. Ne? Ja, to ponovadi, ko zgleda, da jaz nek brainstorming sam pri sebi naredim, neke ideje, potem to skuhamo, sprovamo, potem je pa tudi cela ekipa se zbere in vsak da svoj komentar, to mi ni všeč, to bi mogoče spremenili in pol skupaj nekako naredimo končni produkt. No. Se pa ravnamo po sezonah in tako naprej. Ja, se spomnim, da v številnih intervjujih si mogel povedati, kaj je tvoja najljubša jed, ker se v bistvu skozi spreminjajo. Ne? Ja, na jedilniku, sem prav razmišljal, naprimer v Penu, zdaj smo 2 leti pa pol odprti, je že čez 100 jedi šlo, različnih, na jedilnika. Ne? Tako da zdaj eno izmed 100 najdeti težko. Ne? Težko je, v katerikoli stvari bi bilo to težko. Ekipa 9-10, to je za takšno, torej Pen klub, to je malo, to je veliko? Glih prvo, mislim, mi imamo 40 stolov, ki jih tudi ne napolnimo do konca, ne, ker je pol prevelika gužva, mogoče če je kakšna skupina, ampak načeloma nas je dosta. Ne. Zdaj, če je kakšen večji ruker, mogoče priješ kakšen zunanjih sodelavc pomagati in tako naprej. Ampak na koncu potegneš številke, je to veliko ljudi, za plačati in tako naprej. Moraš kar nekaj krožnikov skuhati, pa kozarcev vina prodati, da to rata rentabilno, ampak rečemo, da smo ekipa zadostna. No, super. Pa lepo je slišati, da se tako dobro razumete in to se zagotovo potem vidi tudi na krožnikih. To je v bistvu najbolj pomembna stvar. Ne samo v restauracijah, v kjerkoli kolektivu. Če ni dobre, vsaj zame, ki sem zelo tak, prisegam na energije in tako naprej. Če ni dobre energije, tudi rezultat ne more biti dober. Zdaj, naj bo ali v vašem primeru dobra revija, da pride iz tiskarne, ali pa pri nas dober krožnik. Na koncu je isto. Res je, ja. A je tudi v vaši kuhinji kaj posebnega, glede na to, da gre za tako lepe zgodovinske prostore, ali je kuhinja kot kuhinja? Ne, kuhinja je kot kuhinja, ker kuhinja mora biti efektivna, ne lepa. Tako da kuhinjo smo čisto prenovili, je vse novo. Tako da to je pač v ozadju. A imaš kako stvar, ki mora biti točno tam, da si mora biti stvari blizu, kakšne te zahteve? No? Ma ne, to nimam več, ker je naša kuhinja tam, ki je ta soba. Ne? Aha, okay. Tako da... Pa 10 ljudi noter? Ne, nas je strežbo vred, z vsemi nas je 10. V kuhinji nas je v bistvu 5+1. Okay. In če je to majhna kuhinja, mora biti vse na svojem mestu, če ne je kaos, ker nimaš kam drugam dati. Tako da, pač tako, ker smo jo postavili, je že od takrat tako. Noži so tam, mikser je tam, uno je tam in pač nimaš ga drugam dati. Verjamem, ja. Ti pa itak ne maraš razmetane kuhinje. Ne, to pa ne, to pa v bistvu se moram zahvaliti profesorci iz srednje šole, ki nas je zelo, ker smo že v srednji šoli hodili na ta srednješolske tekmovanja kuharska in tam je bila red in disciplina in čistoča in nas je dobro driblala gospa Majda. In od tam je pol ustala. Ne? Če ni čista kuhinja, ni čist krožnik, oziroma dober potem posledično. In to si ti tudi zdaj lepo prenesel vsem tekmovalcem v Masterchefu. Ja, in moram reči, da so se naučili, so razumeli pol, da pač v kaosu ne bo lep krožnik. Tako pa vse posod na drugih področjih, ne? Če je kaos... Vedno. Zdaj, eni lahko delujejo v kaosu, nimam nič proti temu, se tudi jaz lahko v kaosu delujem, ampak mi gre zelo na živce. Da upava, da bo gospa Majda ponosna na tebe, da to zdaj tudi širiš med mlade. Je. Je? Se še slišva na vsake to, tako da all good. Pa je pa možnost, da bo res tole poslušala. Po mojem, da bo. Res, lepo.
Lepo ohraniti take stvari. Ja, res. Mi je ostalo v spominu, tudi doskrat grem nazaj na srednjo šolo obiskati jih. Tako da, Ful dobro. good times. Glede na to, da imaš kuhinjo torej zelo rad pospravljeno, kakšen je pa moj mir doma, na domačem kavču, v domači okolici? Načeloma rad pospravljam, rad tudi likam, rad tudi posesam meni. Je pa res, da ko si ti cel dan v nekem tem discipliniranem okolju, ti pol pa še tudi malo. Ampak ne, mava ženo mava lepo pospravljen, sicer ona mora kdaj prevzeti žezlo, pa pač mi povedati, da je treba pospraviti. Ampak ja, no, rečemo, da še vedno sem moški, to moramo vedeti, da kakšne stvari bi se dal še zboljšati, ampak ja, nisem pa zdaj, da bi rekel razmetan, pa neki. Pa kuhinja je potem tudi vedno pospravljena doma. Ja, to pa je. To pa zdaj sicer žena doskrat, ko kuham, se zgraža, ne, ker pač jo res umažem, ne, ker pač doma, ko začnem kuhati in pol to šprica in pač vse je umazano, ne. Si dan duška, sicer pa vedno pospravim, če je treba, ne, ampak ja, ženi ni najbolj všeč, ker se jaz zapodim v kuhnjo, ker bovar v maline. Ampak je potem razveseliš z dobrim krožnikom, pa verjamem, da je pa vse poplačeno. Ja, to bo pa ona povedala. Ne dvomim. A potem bolj ti prevzameš vlogo v kuhinji doma? Ko sem doma, seveda. Ne. Ko sem doma, zelo rad skuham in za ženo in za celo hišo. Ampak ja, nisem pa toliko doma, ne, ker vemo, kakšni so naši urniki. Dolgi. Zdaj, v ženi Anji nisem veliko zasledila, razen to, da si prvič pripravil borovničevo pito z belo čokolado in limeto in da je bila zelo zadovoljna. To vem, pa zelo mi je bilo simpatično, ker sem šla na njen Instagram profil, sem videla, da ima v opisu napisano žena šefa. Ja, z namenom, z razlogom. Zakaj? Urnika so šefi ali pa rečemo kuharji, pa da so poročeni, me bodo točno razumeli, oziroma sploh žene, tiste, ki bodo to gledale. Veliko je odrekanja. Res je veliko odrekanja in sploh, če si karierist, naprimer, kot jaz, je kdaj težko razumeti, koliko je to dejansko odrekanja. Cele večere te ni. Bili so časi, zdaj sicer malo boljše, bili so časi, ko se cel teden videla nisva, pa sva v isti posli spala. Ne. Pridem, ko spi, grem, ko spi. Tako da je to veliko odrekanja in vsa čast vsem ženam šefov in tudi moji pač veliko je že pretrpela z mano v teh 8 letih. No. In pač proba mi vrniti, kakor se le da, ne, z nekimi, rečemo, bombončki in tako naprej, ampak ja, je težko, no, je težko to, rečemo, usklajevati, no. Ampak več kot očitno te razume, to je sprejela. Ne, me razume, me podpira, že od samega začetka, mi tudi pomaga veliko v karieri in tako naprej, me kdaj tudi v smer, v pravo odločitev, ker jaz sem zelo zaletav človek, impulziven, bi se rekel, sploh pri kakšnih odločitvah in je tle zelo, v bistvu tle pride ona najbolj v igro, da me kdaj zabremza, da ne grem z glavo čez zid in tako naprej. No. Kaj pa drugače, imata zelo enake interese? Mogoče tudi ona kaj v kuhanju, kaj v tej smeri ali čisto? Ne, ona rada kuha, ni, ne, da ne rada, ampak če imaš kuharja doma, zakaj bi kuhal, ne, takrat, kaj je on doma. Ampak rada kuha, ne, mava interese, to so pa že 8 let, pač bom rekel srečno skupaj, no, poročena bo zdaj 4 leta. Rada imava naravo, oba rada potujeva, v bistvu na potovanjih sem imava najlepši, ki greva raziskovati, ne, ena lepš, ne, v Barcelono, ki smo šla, ali pa na Irsko, ki smo šla, pa na Šrilanko, pač vandravca sva oba, no, tako, rada vandrava, rada vidva nove stvari in tako naprej, no. Kje ste se pa spoznala? V Kranjski Gori. Tam, kjer sem delal v skipasu, je v bistvu od lastnikove hčerke
najboljša prijateljica, ena izmed najboljših prijateljic je bila moja žena, mislim, je še, a ne, mislim, da je glih trenutno, zdaj, ko svetleje, ona na zajtrku z njo. Ja, tako da tam pol sem rekel, ti, Ana, kdo je pa to, a ne. In se je začela. Ne. Koliko je pa potem si v službi pripravil to pitje? Ja, seveda, se daj ti jo farpel, bom jaz nekaj prštimal. Ful dobro. In je to najbolj ostalo v spominu? Se še spominjate pite? Ja, se spominja, ker so potem imela tudi te okuse, te pite, smo imela na poročni torti. Tako da je pol naš slaščičar naredil monoporcijske tortice, borovnica, limeta, bela čokolada. Zelo lepo. Lepo sta povezala to zgodbo. A je v tebi malo romantika? Je. Ja? Ko želim biti, oziroma tako, ko se spravim, drugače sem tako zelo robusten, se pravim, še ne sem moški, stereotip govorim, ampak ja, rad sem tudi kdaj tako romantičen in tako. Je lepo. In kaj bi rekel, da je Anjin najlepši spomin oziroma tak ena gesta, ko si jo pripravil, če nam lahko zaupaš? Mislim, teh je po mojem več. Zdaj sem malo to sicer opustil, včasih sem je tudi kakšne pesmi napisal. Res? Ja, tudi to rad delam. No. Rad zlagam skupaj rime in tako naprej, neki romantike čez to dajem. No. Tako da to je bilo vedno tak lep cukor, ki sem kakšno pesem napisal. Ful lepo, priznam, da zdaj nisem tega pričakovala. Verjamem. Si rekel, da veliko pričakuješ. Ja, evo, si že izpolnil pričakovanja. Je ful lepo. Vseeno me pa zanima, kaj pa Anja tebi mogoče skuha, če ti? Predvsem zdaj zadnje čase mi zajtrke priprav, ker jaz nisem jedel zajtrkov. Ne. Nič, nula. In me je v bistvu, kar pač ni prav, a ne. In me je navadila, še vedno me navaja, še vedno se malo opiram, ampak me navaja, da mora biti dober zajtrk za začetek dneva in tako naprej. Tako da zajtrke me doskrat, rečemo temu, preseneti, se pred mano zbudi, pa ker se zbudim, so jajčke, špargli že narejena in tako naprej. Špargli, zdaj, ko smo v tej sezoni. Ja, zdaj pač zadnji spomin ven. Rada peče, tudi kakšne bananine kruhe naredi in take zadeve. No. Tako, golaš tudi naredi, tako da ni zdaj, da dela sem take fine stvari. No. Vidim, da se kar dobro izpopolnjujeta. Ja, mislim. Zato so poročena. Tako. Enkrat si pa tudi rekel, da izgled jedi tudi veliko pomeni, vsekakor pa, da nekateri pa dajo preveč poudarka na to, kako izgleda, pa se potem malo izgubijo v okusi. Ja, definitivno. Deva še to malo temo obdelati. Ja. Ti moraš vedno obvladati osnove in osnova je vedno okus. A ne? Zdaj, dejstvo je, da ljudje jemo prvo z očmi. Kokarkoli obrneš, če neki grdo zgleda, se ti naredi v glavi že predispozicija, da pač neki ne štima. Ne? Ker je prvi stik, ne? Ja. Pa če lahko kokarkoli dober, če vsaj malo ne zgleda, ne? Te že odbija. Ne? Pa je pa ta drug ekstrem, kjer pa se naredi nek sofisticiran krožnik, gor ne vem koliko elementov, ker dosti, rečemo, mladih kuharjev in tako se loti tega slikanja krožnika v glavi, to bom dal, tako pa zvezdico naredil, pa karkoli. Ne razmišlja pa o okusih, ali bo to pasalo skupaj, ali pa sploh ne razmišlja, koliko bo solil, koliko bo začinil, karkoli. In lahko je lepo, pol daš pa v usta, pa ker si ravnodušen. To se dostikrat, ne vem, tudi v Masterchefu zgodi in pač tudi v restauracijah. Lahko je lepo, pa vkičen, pa 1001 rožica gor, ampak če osnova ni dober okus, še vedno pa jemo zaradi hrane. Zaradi okusa, ja. Seveda. Pa vem pa, da vas je že presenetilo, da izgled ni bil, zdaj govorim spet o Masterchefu, izgled ni bil najboljš, pa ste že tako komentirali, joj, to pa ne zgleda, potem pa wow. Ja, ker je, ne. Večkrat sem tudi prvo ješ z očmi, tudi v tekmovanju. Ne, in se pol te okus presenet, pa je dober, pa veš, da je srčno. Še enkrat, to so domači kuharji,
ki niso še podkovani v, rečemo, plejtanju, v postavljanju na krožnika. Ne. Ampak, če greš pa ti v neko restauracijo in ti naročiš in ti plačaš za to, to je pa drugo. Ne. Tam pa pričakuješ nekaj. Ne. Zdaj, če greš na burek, pa plačaš 4 evre, veš, kako burek zgleda in to pričakuješ. Če greš pa ti na obrok za 100 evrov na glavo, pa pričakuješ malo drugače. Ne. Pač vsem z neko fineso zložen, hkrati tudi okusno. Ne. Kako pa ti potem, a si tak, če greš zdaj nekam drugam jest, pa si privoščiš torej malo boljšo hrano, kako potem imaš to skozi v glavi, aha, to so ti vkusi, to bi bilo boljš? Ne. To je tudi ena izmed, tako bom rekel, napačnih mišljenj, ne? Ker gostinci smo po defaultu najbolj preprosti gosti. Aha, okay. Ker mi cele dneve garamo, rečemo temu, za goste, ne? In vemo, kaj je na drugi strani. Ti greš v gostilno uživati, ker rabiš, da se sprostiš, greš se tam, kjer je preverjeno ali kakorkoli in uživaš. Ne razmišljaš, jaz bi pa tako naredil. Pa tudi, ne. Zdaj, če gremo pa v bolj te high-end restauracije, ne, ali pa če po svetu hodiš po restauracijah, pa vedno narediš prej research. Ne. Mislim, rečemo, pogledaš, kam greš jest. To je Karim, na primer, zelo dober povedal primer. Tako, ko greš v opero. V opero ti pogledaš, kaj je predstava, ti pogledaš, kaj je predstava, rečemo Carmen, in ti malo prebereš, o čem Carmen sploh govori. Zgodba, da boš razumel, ko boš gledal tam, kaj pojejo. Ne? In isto je z restauracijo. Ti pogledaš, kakšen je šef, kaj delajo, a je to azijska, a je to fusion, a je to karkoli, zdaj strelama. Ne? Ampak narediš neko raziskavo, da si narediš prava pričakovanja. In isto bi moglo biti tu, ne? Da malo veš, kaj pričakovati. Ja. Ne. Tako da ja. Zdaj v Masterchefu je pač to čist neka ločena zgodba, ampak zdaj govorim v resničnem življenju. Ne. Ker hitro potem, če greš, doskrat grejo ljudje v fino restauracijo, pa pričakujejo, da se bodo najedali, ne vem, šnicla. Ne. Pač moraš vedeti, kam si prišel. Še enkrat, če greš na burek, veš, da si šel na burek. Če greš pa v fino restauracijo, pa moraš biti tudi pripravljen, tudi želodec moraš biti pripravljen na to, ker je več okusov tam, ne, tako kot sem rekel, 12 jedi probaš, moraš biti pripravljen na to. Ne. Imaš kak kotiček v Sloveniji, kakšno gostilno, restauracijo, karkoli, kamor rad večkrat zaideš? Več jih je, več, odvisen, kje sem. Če sem v Prekmurju, zelo rad grem Hrajhom, gostilno Rajh, ne vem, čez ženo greva, ne vem, proti Primorski, pa to gremo na domačijo Botul, in ker smo v bistvu družinski kolegi. Več je, pa pač vandramo, ne vem, prv Hrpovžem sem bil najbolj navdušen, naprimer, rečemo v zadnjem letu. Ampak ja, mi imamo res toliko ogromno dobrih restauracij, dobrih gostiln, ki so vredne vsakega centa, ne. Tako da rad izkoristiš, kadar imaš čas, pa greš potem tudi. Ja, seveda, ampak še enkrat, morava oba ženo biti take volje, ne? Ker zdaj eno je, da greš ti samo neki pojest, da greš kamorkoli. Zdaj, če pa greš tako namensko, pa pač moraš biti take volje, moraš, ne smeš biti napet, pač res moraš določeno iti uživati, pač namensko iti uživati, ne. In tako, potem je izkušnja tudi čisto drugačna. Tako, kakor če bi zdaj ti dam primer, da bi delal 16 ur na gradbišču, pa si cel zmučen, pa greš v opero za 3 ure sedeti. Ne gre, ne? Ja, ne gre skupaj. Ne gre. Že lahko predvidevaš, da ne bo dober končni rezultat, oziroma doživljanje. Ne? Ja, ne bo. Čas je, da skočiva še na zadnji del pogovora, v kateri imam še nekaj kratkih vprašanj zate. Čisto tako, imaš rajši zgodnje jutra ali pozne večere? Ampak mogoče neodvisno od tvoje službe, če sploh lahko. Zadnje čase bolj zgodna jutra. Ker tudi hodim na telovadbo, fitness zdaj že kar zgodaj zjutraj in se mi je življenje nekako tako naredilo in zdaj tudi hodim bolj zgodaj spat. Včasih so pa bile, ja, pozni večeri.
za zihar, pa dolg spat. Pa tako. Zdaj se mi je utrnila še ena misel. V bistvu morate biti šefi, pa tudi vsi, ki delajo v kuhinji, v zelo dobri fizični pripravljenosti, ne? Ker vsekakor si na nogah po 14 ur ali pa več, manj, plus 10, lahko tako zaokrožimo. In to je kar napor, ne? Ja, je kar napor, zato tudi moraš vsak kuhar, bi mu jaz priporočil, mi bi mogli tako enkrat na 2 tedna iti na masažo. Moramo hoditi, moramo se rekreirati tudi izven kuhne, ker v kuhinji je problem hrbet, kolena, rame, to vse trpi, a ne, ker si tudi v prisiljeni drži skozi, a ne, si dol, zato se tudi jaz tako pukla zdržim. Se popravljaš skozi. Ja, se, ampak je že naravna poza ratala sključena, a ne, in pol tudi hrbet začne trpeti, a ne, pa jaz sem še mlad, recimo, kar se tega tiče, a ne, pol, ki si enkrat 45, se pa začnejo pravi problemi kazati, a ne, v kuhinji. A imaš doma kaj dvignjeno kuhinjo? Višjo imam, ja, obvezno. Sem jaz delja, ker si res kar visok, no. Ja, 1,90 m, pač tako je. Kaj te najbolj osreči, prva misel, ko ti zdaj pade na misel? Poleg žene, misliš? To je tako samoumevno. Pa ne vem, miren večer z ženo izven doma, ali je to v hribih, ali je to na morju, pa prazna glava. Kaj pa najbolj sovražiš? Histerijo. Okoli mene, ja, ne. Imaš kakšno šibko točko, da se je zavedaš na katerem koli področju? Ja, impulzivnost. To si že tako prej razložil. Ja, je kar. Sem tak stereotipičen oven po horoskopu in... Tudi jaz sem oven. Pol razumeš. Tako sem res dostakrat z glavo čez zid prejem premislil. No. To bi rekel tako. Ampak pol vedno izpelješ. Se tudi pečeš velikrat, ne, pol v življenju, ampak ja, tak sem, no. No, to se super navezuje na naslednje vprašanje. Če bi v preteklosti rad kaj spremenil, ali misliš, da je bilo vse tako, kot mora biti? Govoriš v življenju. Nasplošno, ja. V bistvu mi je žal samo ene stvari in to je, da ko sem delal v Portorožu, sem dobil ponudbo za iti delati v Rim za pol leta, pa sem zaradi enega tekmovanja to zavrnil. Ne. Ja, to je edina stvar, ki bi jo spremenil. Ne. In pa še za konec, kaj je najlepši kompliment, kar si jih prejel? V profesionalnem smislu, misliš? Ali? Lahko ne, tudi, ja. Karkoli se spomniš. Ponavadi jih dobimo na profesionalnem, na kariernem področju. Misliš tako kot kompliment, da me je nekdo pohvalil? Ja. Mislim, ne vem, bi rekel od očeta, ki mi je čestitil, rečemo prvič čestitil za nek dosežek, ali pa rečemo za maturo, naprimer. Evo, tako. Ko ni rekel sam zanimivo. Ja, tako, ko me je res pohvalil, da si dober. Lepo. Najlepša hvala za tvoj čas, super so poklepetala. Hvala te.